Zdaj pa predajam oziroma predstavljam naslednjega predavatelja, ki je tudi mlad, tudi on odvetnik, profesor prava in ekonomije in politične ekonomije na Državnem tehničnem zavodu Žiga Zois v Trstu. Tudi on je opravil recimo lep prehod po raznih inštitucijah. Tako je svoje izkušnje imel v odvetniški pisarni profesorice Giulie Milo, kdor pozna to, se ukvarjal predvsem z upravnim pravom. Potem je bil tudi v Bruslju, pri Evropskem poslancu Peterletu. Izkušnje imel tudi v kazenskem pravu na Tržaškem sodišču in potem tudi v odvetniškem poklicu. To pomeni, da je gledal na pravo z različnih pogledov. Naj povem, da je potem tudi to dopolnil z študijem ekonomije in to v Londonu in Parizu in ima tudi Master in Business Administration. To pomeni, da pogled na 360 stopinj in z različnih zornih kotov, zato bo zagotovo njegovo predavanje izredno zanimivo, ker obravnava, morda to nam je še bliže, primer odškodninskih zahtevkov na teh čezmejnih področjih. Prej sem se malo pohecal in rekel, da lahko pride na primer do zdrsa na Tržaških ulicah in potem se sprašujemo, katero pravo v tem primeru apliciramo. Morda bolj znani so nam dogodki v avtomobilskih nesrečah in zato predajam kar besedo odvetniku Ivanu Jevnikarju. Dober večer, lep pozdrav vsem. Se zahvaljujem najprej organizatorjem. Prav lep pozdrav svojemu kolegu Ozbiču, ki je vse to pridno organiziral skupaj s Lorijem. In tudi hvala lepa za tak uvod, ki me je razveselil, me kar razveseli. En lep pozdrav tudi vsem kolegom z šole Žiga Zois, ki so prisotni in morda tukaj nas poslušajo. Torej, jaz danes upam, da ne bom predolg kot moja kolegica Tereza Pertot, ker tudi jaz imam veliko stvari za povedati, ampak časa je malo, vidim, tako da bom skušal malo sintetizirati tu pa tam. Torej, moj referat govori o pristojni jurisdikciji in o veljavni zakonodaji po evropskem pravu za odškodnino za škodna dejanja na čezmejnem področju. Torej, na tem področju bom analiziral najprej iz procesnega vidika, to se pravi, katera je pristojna jurisdikcija za škodna dejanja na čezmejnem področju, in potem pa bom analiziral ugotovitev prava, ki se uporablja za posamezne zadeve na čezmejnem področju. Torej, kot posledica tako imenovane komunitarizacije mednarodnega zasebnega prava, tudi nepogodbene obveznosti dandanes v Italiji in v Evropski skupnosti ureja v glavnem pravo Evropske unije. Na tem področju se je treba sklicevati večinoma na 3 različne uredbe. Torej, prva uredba za profile mednarodnega civilnega procesnega prava je tako zvana uredba Bruselj 1 bis. Bruselj 1 bis, to je uredba številka 1215 z leta 2012. Druga uredba je tista uredba, preko katere lahko ugotovimo, katero je pravo, ki se uporablja za posamezne zadeve na čezmejnem področju, to se pravi na področju mednarodnega zasebnega prava, in to uredbo imenujemo Rim 1. Uradno pa je to uredba Evropske skupnosti številka 593 iz leta 2008. Ta uredba se ukvarja za nepogodbene obveznosti. Tretja uredba, ki bom omenil danes, ampak je ne bom poglobil, je za pogodbene obveznosti, je ta uredba Rim 1, ki nam pove in nam razkrije,
katera je zakonodaja, ki se lahko uporablja na čezmejnem področju za pogodbene, v tem primeru pogodbene obveznosti. Torej, ti tri pravni viri, torej Bruselj 1 bis, Rim 1, Rim 2, tvorijo vsi skupaj nek integriran in skladen sistem enotnih pravil, ki se uporabljajo v celotni Evropski uniji, z izjemo Danske. Torej, če zdaj pa preidemo na notranjo zakonodajo, kot moji kolegi sigurno dobro vedo, v notranji zakonodaji je prisoten zakon številka 218 iz leta 1995 in ta zakon se sedaj uporablja le v primerih, ki jih ne urejajo evropske pogodbe in le pod pogojem, da uporaba tega zakona ne ogroža celotne učinkovitosti evropskega sistema. Iz četrte uvodne izjave v uredbi Bruselj 1 bis, to se pravi uredbe, ki se ukvarja z jurisdikcijo v primeru mednarodnega zasebnega prava, je razvidno, da je v interesu nemotenega delovanja notranjega trga njen namen te uredbe izvajanje določb za poenotenje kolizijskih pravil glede pristojnosti v civilnih in gospodarskih zadevah. V 15. uvodni izjavi uredbe Bruselj 1 bis pa je zapisano, da pravila o pristojnosti bi morala biti čim bolj predvidljiva in morajo temeljiti na načelu, da se pristojnost praviloma določa po stalnem prebivališču toženca. To se pravi, da načeloma je pristojno sodišče prebivališča, sodišče, kjer ima toženec svoje stalno prebivališče. Pri tem, ter je vedno v uredbi v izjavi, je napisano, pri tem bi morala taka pristojnost vedno obstajati, razen v nekaterih točno opredeljenih primerih, v katerih je zaradi predmeta spora ali avtonomije strank upravičena druga navezna okoliščina. In zdaj gremo pogledat, katere so izjeme temu glavnemu pravilu, to se pravi pravilo jurisdikcije sodišča stalnega prebivališča toženca. Torej, katere so te izjeme? Glavna izjema v področju odškodnine, torej nepogodbenih obveznosti, je člen 7, odstavek številka 3. Kaj predvideva ta člen? Člen 7, odstavek številka 3 predvideva, da je lahko oseba s stalnim prebivališčem v eni državi članici tožena v drugi državi članici, če gre za civilnopravni zahtevek za odškodnino ali zavrnitev v prejšnje stanje, ki temelji na dejanju, zaradi katerega je bil začet kazenski postopek, in sicer pred sodiščem, kjer je bil začet ta postopek, če to sodišče po lastnem pravu lahko odloča v civilnopravnih zahtevkih. Torej, se ne bom poglobil v ta odstavek 3, kar nas tukaj zanima, je odstavek številka 2. Odstavek številka 2 je dosti bolj zanimiv. Zakaj? Ker kaj predvideva? Predvideva, da je lahko oseba s stalnim prebivališčem v eni državi članici tožena v drugi državi članici v zadevah v zvezi z delikti ali z kvazi delikti in kje sicer pred sodišču v kraju, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega dogodka. In tukaj bom zdaj malo se poglobil v to besedno zvezo škodni dogodek. Torej, škodni dogodek. Prvič je to besedna zveza je bila predmet obsežne sodne prakse sodišča Evropske unije. In preko te sodne prakse lahko
izvemo, katere so bistvene značilnosti tega pojma, škodni dogodek. Torej, splošno pravilo tega odstavka in tega člena je varovanje interesov stranke, ki ni sprožila čezmejnega postopka. Prav zaradi tega v skladu z ustaljeno sodno prakso sodišča Evropske unije velja, da če kakšna določba, na primer v členu 7 odstavek 2 uredbe Bruselj 1 bis dopušča odmik od tega splošnega načela, mora biti razlaga stroga in restriktivna. Torej, vsakič, ko mi se oddaljimo od splošnega načela, da je pristojen sodnik države, v katerem ima tožena stranka stalno prebivališče, vsakič, ko se oddaljimo iz tega pojma, moramo praktično uporabiti eno razlago, ki je čim bolj stroga in restriktivna. Sodišče je že večkrat razsodilo, da je to pravilo utemeljeno zaradi posebej tesne zveze med sporom in sodiščem kraja, v katerem je prišlo do škodnega dogodka. To pravičuje dodelitev pristojnosti temu sodišču zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti in načela procesne ekonomije, predvsem glede na bližino sporom in izvajanjem dokazov. Opozoriti je treba na to, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je treba škodni dogodek, ta besedno zvezo, razumeti tako, da napotuje na kvalifikacijo pravnega razmerja, obravnavega pred nacionalnim sodiščem v veljavnem nacionalnem pravu. To se pravi, da je sodišče Evropske unije ustvarilo avtonomno razlago pojma škodni dogodek, kateri se morajo, tej avtonomni razlagi, se morajo notranji sodniki prilagoditi, ne glede na pravo, ki velja v posameznih državah. Torej, kako je opredelilo Evropsko sodišče ta pojem, škodni dogodek? Škodni dogodek je sodišče opredelilo na en negativen način. Torej ga je opisalo negativno. Saj sodišče trdi, da zadeve v zvezi z delikti ali kvazi delikti, torej, ki spadajo v ta pojem škodni dogodek, zadevajo vsak zahtevek, ki se nanaša na odgovornost tožene stranke in se ne navezuje na zadeve v zvezi s pogodbenimi razmerji. To je samoumevno. Vse, kar ni eno pogodbeno razmerje, spada v pojem škodni dogodek. To se pravi, da pojem obsega vsako obliko odgovornosti, ki ne temelji na kršitvi neke obveznosti, ki jo je ena stranka prostovoljno prevzela do druge stranke. In to definicijo, na primer, je sodišče dalo v sodbi Brok-Sitter iz leta 2015. V pojem škodni dogodek spada po evropskem pravu tudi predpogodbena odgovornost. Torej, ne samo nepogodbena odgovornost, ampak tudi predpogodbena odgovornost. In poudariti je treba, da po evropskem pravu ni mogoče priti do enega kopičenja v zahtevkih pogodbenih in nepogodbenih odškodninskih zahtevkov. Torej, posebne krajevne pristojnosti za nepogodbene obveznosti torej se ne more uporabiti tudi za pogodbene obveznosti in obratno. To je Evropsko sodišče razsodilo v sodbi Kalfelis. Tako to dam en oklepaj, ker večkrat sem doživel v določenih primerih to okoliščino, da nekateri kolegi, ko niso znali, kako kvalificirati eno določeno dejanje, so v odškodninskih zahtevek napisali, da se bi ga lahko kvalificiralo
opredelilo bodisi kot za pogodbeno, kot za nepogodbeno dejanje. Ali pa za oboje. Nekaj takega po evropskem pravu absolutno ni mogoče. Ni mogoče kopičiti dveh različnih odškodninskih zahtevkov. Omenil sem, da uredba določa, uredba Bruselj 1 bis, da ima glavno posebno krajevnost pristojnost za nepogodbene obveznosti sodišče kraja, kjer je prišlo ali lahko pride do škodnega dejanja. Torej, kaj pa zdaj pa, če uporabimo žargon Evropskega sodišča, torej kraj, kjer lahko pride ali je prišlo do škodnega dejanja, po žargonu Evropskega sodišča, temu rečemo locus commissi delicti. Locus commissi delicti. Tudi za ta pojem je sodna praksa Evropskega sodišča ustvarila eno avtonomno razlago, v skladu s katero je treba ta pojem razumeti tako, da se nanaša bodisi na kraj dogodka, kjer se je povzročila škoda, to je locus actus, bodisi pa na kraj, v katerem je nastala škoda, locus damni. Tako da je tožena stranka po izbiri tožnika lahko tožena pred sodiščem enega ali drugega kraja. Torej, pojem locus commissi delicti se lahko razdeli v dve subkategoriji, bodisi v kategorijo locus actus, bodisi v kategorijo locus damni. In torej je tožeča stranka, ki lahko odloča, kje je sprožit dogodek, kje je sprožit sodbo. Če gremo zdaj malo pogledati, kaj pomeni locus damni. Locus damni je sodišče z načelom učinkovitosti sodstva in procesne ekonomije določilo, da locus damni, to se pravi kraj, kjer je nastala škoda, ni mogoče razlagati širše, tako da bi obsegala vsak kraj, kjer se lahko občutijo škodljive posledice dogodka, ki je povzročil škodo, ki je dejansko nastala na drugem kraju. Torej, če malo poenostavim, locus damni je tisti kraj, kjer je prvotna in neposredna škoda nastala. Torej, za jurisdikcijo po evropskem pravu, v mednarodnem zasebnem pravu, to, kar je važno za locus damni, je, kje je prišlo do prvotne neposredne škode. Niso pa pomembne sekundarne škode in posredne škode. Zelo zanimivo za moje kolege morda je to, da v primeru čiste premoženjske škode, torej po angleško pure economic loss, je torej pristojno le sodišče prvotnega kraja nastanka te škode, ne glede na posredne učinke, ki ga lahko ima to škodno dejanje na celotnem premoženju oškodovanca. Torej, če dam en primer, ko sem se ukvarjal z enim takim primerom, če nekdo ima en tekoči račun, en italijanski državljan ima tekoči račun v Sloveniji in ta tekoči račun v Sloveniji na nekakšen način, denar na tem tekočem računu izgine, ker zaradi kakšne goljufije ali zaradi kakšne kraje, je locus damni v tem primeru Slovenija. Ne glede, če je celotno premoženje italijanskega državljana v Italiji. Torej, v tem primeru locus damni je v skladu z krajem, kjer je prišlo tudi do te goljufije ali do kraje. Če potem gremo pogledati, kaj pomeni locus actus, torej drugi pojem, druga subkategorija locus commissi delicti, ugotovimo, da ga sodišče, kot tudi italijanska sodna praksa, pojmuje kot kraj protipravnega, aktivnega ali pasivnega ravnanja.
Torej, po italijansko temu pravimo luogo della condotta omissiva o commissiva. In v primerih pure economic loss, bo locus damni popolnoma sovpadal z locus actus. Če gremo, 5 minut. Ja, 5 minut. Gremo pa sedaj zelo, zelo hitro na uredbo Rim 2. Uredba Rim 2 je tista uredba, ki nam pove, katero je uporabno pravo v na nepogodbenem področju v zasebnem pravu. Torej, kar sigurno morda vse bo zanimalo, je, če pride do enega škodnega dogodka v eni drugi državi, kako se razume, katero pravo je uporabljivo. Torej, prvič je treba povedati, da to uredbo je sama uredba, v sami uredbi je napisano, da to uredbo je treba interpretirati v skladu z uredbo Bruselj 1 bis. Torej, vse, kar sem do sedaj povedal za Bruselj 1 bis, za locus damni, locus actus, velja tudi za uredbo Rim 2. To je sama uredba, ki nam to zapove. Torej, zelo na kratko, torej, splošno pravilo je predvideno v členu 4 te uredbe. In kaj predvideva? Če v tej uredbi ni določeno drugače, je pravo, ki se uporablja za nepogodbeno obveznost, nastalo iz škodnega dejanja, pravo države, v kateri škoda nastane, ne glede na državo, v kateri se je zgodil dogodek, ki je povzročil nastalo škodo, in ne glede na državo ali države, v kateri so nastale posredne posledice. Torej, če lahko naredim in zaključim in obnovim na zelo hiter način, za razumeti, katero je pristojno sodišče, moramo uporabiti pojem locus commissi delicti. Locus commissi delicti ta pojem nam pove, da lahko gremo bodisi pred sodnika, kjer je nastala škoda, bodisi pred sodnika, bodisi pred sodnikom, kjer je prišlo do škodljivega protipravnega ravnanja. Torej, bodisi protipravno ravnanje, bodisi kje je nastala škoda. Za uporabo zakona, za določitev uporabe zakona za nepogodbene obveznosti, pa velja samo locus actus. To se pravi, kriterij kraja, kjer je nastala škoda. Kjer je nastala, torej prvotna škoda in neposredna. Ne glede pa, kje so nastale posredne posledice. In morda mislim, da lahko se ustavim tukaj, če mi bo dal Mitja morda kasneje določeno vprašanja, ki sem jih hotel že jim odgovoriti v svojem referatu, ampak imam že odgovore pripravljene, tako da mislim, da lahko gremo direktno na vprašanja. Najlepša hvala. Zdaj, če ni nikogar drugega, tukaj v klepetalnici ne vidim drugih vprašanj. Zdaj, najlepše in največje vprašanje, ki ga že morda odvetnik Evnikar že pozna, in tudi mnogo odvetnikov, ki zdaj poslušajo, kje nastane škoda, ne? To pomeni, nekaterih primerih, kot smo že debatirali, lahko se škoda ne pokaže takoj, ne? Škoda je nastala, ampak se ne zavemo še, da je prišlo do te škode. Če gledamo o telesnih poškodbah, lahko imamo oseba notranje poškodbe, ki se ne pokažejo takoj, ko pride rešilec ali ko jo pelje v bolnico, ampak naslednji dan, čez 2 dni, poznamo primere, ko osebe umrejo,
2 dni pozneje ali 48 ur pozneje zaradi notranjih komplikacij. Ne. Ali pa, na primer, ko prije kakšnih takih z motorjem ali takih primerov, lahko določene posledice vidimo šele čez teden dni, čez 2 tedna, ko se mišičevje uskladi, kosti in tako dalje. Ne. Zato ta je prvi problem, kje nastane ta škoda, ta primarna ali instantna škoda, recimo v tistem trenutku. Tukaj se v resnici bojujemo med odvetniki na sodišču. Torej, prvič je treba povedati, da čeprav, ta je, zakaj si dajemo to vprašanje, morda tudi za publiko, ki nima prakse v tem. In si dajemo to vprašanje, ker odškodnine v Italiji, na primer, so dosti bolj visoke kot odškodnine v Sloveniji. Torej, v takih primerih je zelo, zelo pomembno razumeti, katero pravo, katera pravne zakone in katere pravne norme se lahko uporabi v konkretnem primeru. Ker, če uporabimo slovenske pravne norme, odškodnina bo nižja, če pa lahko v konkretnih primerih uporabimo italijanske, bo logično odškodnina dosti višja. Kar se tiče tega principa, kje nastane škoda, je sodna praksa še kar razvita Evropskega sodišča, ker to, kar velja za interpretacijo, ki je sodna praksa dala uredbi Bruselj 1 bis, velja tudi za uredbo Rim 2. In v uredbi Bruselj 1 bis je dala Evropsko sodišče je dalo eno interpretacijo zelo, zelo restriktivno in zelo strogo. In torej je povedalo, da kraj, kjer škoda nastane, je kraj, kjer nastane prvotna in neposredna škoda. Torej, tukaj ne govorimo o kraju, kjer nastane največja tipologija škode. Tukaj govorimo o kraju, kjer je nastala prvotna škoda. In v primerih, če eden se drži zelo, zelo strogo tega kriterija, morda lahko pride do zaključka, da v primerih, na primer, nesreče nekega italijanskega državljana, nesreče, ki ima eno nesrečo v Sloveniji, ta prvotna škoda je nastala v Sloveniji, torej bi bilo treba aplicirati, tukaj uporabiti slovenski zakon. Ampak v zelo znani sodbi Lazar proti Allianz se je o tem izreklo sodišče in ne samo, ampak tudi generalni odvetnik. In tudi generalni odvetnik si je postavil isto vprašanje in se je zavedal, da večkrat to pravilo, ta interpretacija je preveč stroga, ker privede do določenih interpretacij, ki lahko, pri katerih nekateri oškodovanci imajo velike težave, da sploh dosežejo eno primerno odškodnino. In kaj je tam povedal generalni odvetnik? Je povedal, da čeprav je to pravilo, glavno pravilo locus, da se uporabi zakon kraja, kjer je nastala škoda, to pravilo ima tudi določene izjeme. Te izjeme, prej jih nisem povedal, ker sem hotel nekoliko pospešiti, ampak prva izjema je ta, da kadar imata oseba, za katero se zatrjuje, da je odgovorna, in oseba, ki je utrpela škodo ob nastanku škode, običajno prebivališče v isti državi, se uporablja pravo te države. Torej, ta je en primer. Na primer, čeprav eden je italijanski državljan, drugi je slovenski državljan, ampak oba dva, do nesreče je prišlo v Sloveniji, ampak oba dva imata stalno prebivališče v Italiji, nobenega dvoma se tukaj uporabi italijansko pravo. Ampak dosti bolj zanimivo za to vprašanje, ki se oproščam za dolg odgovor, ampak mislim, da moram vsaj to povedati. Ta glavna izjema je ta.
prevideva, kadar je iz vseh okoliščin primera razvidno, da je škodno dejanje očitno v tesnejši zvezi z drugo državo, kot z državo iz odstavkov 1 ali 2, torej tistih dveh primerov, ki smo do sedaj povedali, se uporablja pravo te druge države. Očitno tesnejša zveza z drugo državo bi lahko temeljila zlasti na že obstoječih razmerjih med strankama, kot je na primer ena pogodba ali tako dalje. Ampak temu treba povedati tudi, kaj predvideva tudi izjava številka 33 uredbe Rim 2. In kaj predvideva? Da ta uredba, ta izjava 33 poziva vsa sodišča, pri katerem je vložena kakšna tožba, naj pri odločitvi škode v primeru telesnih poškodb upoštevajo vse relevantne dejanske okoliščine posamezne žrtve, kar bi naj vključevalo zlasti dejanske izgube in stroške poznejše pomoči in zdravniške oskrbe. Torej, sam odvetnik, glavni odvetnik Evropskega sodišča nam pove, ok, je res, ta pojem kraje, ker je ta škoda treba interpretirati zelo strogo, ampak v določenih primerih lahko pride do izjem. In nam te izjeme so tiste, ki sem jih komaj omenil. To se pravi, da če nekdo umre takoj potem, čeprav nesreče v Sloveniji in nekdo umre potem zaradi teh posledic v Italiji, je logično, da se v tem primeru uporabi 3. člen, ki predvideva, da se uporablja pravo države, s katero je škodno dejanje očitno v tesnejši zvezi. Ta je lahko odgovor. Najlepša hvala odvetniku Jevnikarju. Zdaj od vseh teh besedah, mislim, da o vsaki besedi, ki si jo izrekel, bi lahko potem razpravljali potem še druge 2 uri. V bistvu ta zadnje sporočilo, da je treba tudi, če določa škodo na podlagi prava ene države članice, potem obstajajo določeni filtri ali taki pomožni kriteriji, ki lahko potem vseeno dosodijo določeno dodatno odškodnino, ki je ne priznava pravo tiste druge države članice. Na primer, če pravo Slovenije priznava nizko odškodnino, če apliciramo pravo Republike Slovenije, ampak potem so posledice take, da je oškodovanec, ki živi v Italiji, imel še dodatne posledice in škode, lahko potem na osnovi tega kriterija tudi sodnik odloči, da prizna še dodatno odškodnino, naprimer zaradi zdravljenja in tako dalje. Nažalost moramo naprej, še enkrat hvala temu sedanjemu predavatelju in preskočimo na drugo področje. Eno vprašanje. Ja, samo zdaj problem je naslednjih predavateljic. Ja, torej ne, gremo. Nažalost nimamo več časa, da bi to. Če je življenjski standard višji v Ljubljani kot Trst, zakaj so odškodnine v Italiji dosti višje od slovenskih? Zdaj bi lahko razpravljali več časa. Mislim, da lahko odgovoriš na kar ti... Nažalost, zato ker potem v Sloveniji se gleda sodno prakso, kako to priznajo sodišča po celi Sloveniji. V Italiji imamo tako imenovane milijanske razpredelnice, ki določajo isto odškodnino za celo Italijo. Je pa res, da v obeh državah lahko potem sodnik glede na posamezen primer določi zelo specifično škodo. Nažalost, pri teh odškodninah se ne gleda, kateri je standard. Jaz večkrat trdim, da je lahko morda odškodnina v Sloveniji nižja, ampak recimo socialne storitve so velikokrat bolj poceni, celo brezplačne, medtem ko v Italiji je treba plačati vsako stvar in zato mora se tudi zaradi tega odškodnine višje. In potem je treba pogledati tudi, kam spada določena škoda. Zdaj, nažalost, čas nam ne dopušča tega in zato moramo preskočiti na naslednje predavanje. Hvala še enkrat odvetniku Jevnikarju.